Tudi pri nas se dogaja isto, kot se je dogajalo na Poljskem, pa še kje. Tudi iz Slovenije odhajajo Ukrajinci, ki imajo tukaj status begunca, na počitnice v Ukrajino. Poznam primer, ko se je ena gospa, pa še z eno drugo gospo, sta se odpeljali tja in sta bili mesec dni v Ukrajini na počitnicah, zdaj sta prišli pa nazaj uživati v Sloveniji sadove naše socialne blagodeti. In se sprašujem, kaj pa delajo upravne enote, kaj delajo notranje zadeve, kaj ti morali bi preverjati štemple v potnih listih, če hodijo oni tja. Če so pobegnili iz države, kjer ne morejo živeti, zakaj se potem vračajo? Zakaj se pa vračajo? Kaj je tukaj? Kje je tle nekaj narobe? Predvsem je narobe pri Slovencih, seveda, da to dopuščamo. Poljaki so rekli, dosti je z tega, Nemci so rekli, dosti je tega. Mi pa še zmeri kimamo, ker je to zahtevala Evropska unija. Pa še ena stvar je. Zdaj pravijo po kuluarjih v Bruslu, da bojo Ukrajino na vsak način potisnili v Evropsko unijo s 1. januarjem. Kaj to pomeni? To pomeni, da bomo vsi Evropejci, ki smo v Evropski uniji, ki smo v NATO, bomo legalna tarča Rusov. Kreteni, namesto da bi bili samostojni, neodvisni in nevtralni, tako kot Avstrija. Čeprav tudi v Avstriji neka baba, neka zunanja ministrica na vsak način hoče v NATO pakt. Butara, saj pravim. Ne vem koga, večina bab, ki so v politiki, delajo samo sranje. Pa kar poglejmo, von der Leyenovo, pa Kajo Kallas, pa naše cvetlice v slovenskih vrtovih in naokrog. Skratka, ne piše se nam dobro.